Živijo otroci, se pravi učenke zamuja na naš bralni klub. Sem lih se nekaj ukvarjal z etimologijo besede kuhalnik, ki prihaja iz škočnje ali s kje prihaja. Nič, kako vam je bila kaj všeč zgodba včeraj, ste se kaj zapomnili? Ja, sej vem, vi tako mi čakate bitko, ne, da se bomo končno lahko z Majem podali v ta prav boj, ampak preden se lahko podamo v bitko, se je treba dobro pripraviti. Ker če greš brez načrta, kar na vrat na nos, pa grejo lahko stvari narobe. Še posebej, ko greš nad Zmaja. Tako da so se mogli tudi Škrate pa Bilbo počasi pripravljati na ta njihov izziv. A Bilbo jih je pol ujel? Bilbo jih je ujel in so se odpravili skupaj na potovanje naprej. Saj bom odprl knjigo, pa bomo nadaljevali. A res? Kaj pa je to film? V glavnem, ko smo nazadnje pustili Škrate, so se oni odpravili, Bilbo jih je ujel, so šli skupaj naprej in kar kmalu so se začeli pojavljati novi izzivi. Že čist na začetku so jih skoraj ujeli eni gorski troli, so jih hoteli pojesti. Na srečo se je Gandalf v zadnji sekundi s pomočjo jutranje svetlobe je uspel te trole spremeniti v kamen, tako da so se spremenili v kamen in jih je rešil. Pol so najdel tudi od trolov jamo, noter je bil en zaklad in tam je Bilbo našel tudi en zelo poseben meč, ki mu bo še prav prišel. In pol, ko so se komi oddahnili od te jame pa teh trolov, so že prišli zverinski orki, so jih spet napadali in so mogli bežati in so prišli v eno posebno varno dolino Imladris in tam so srečali Viline in vilinskega poglavarja Elronda. Ampak Škrate pa Vilini se ne zastopijo tako dobro. Veste, Vilini ne marajo mesa, Škrate imajo zelo radi meso, Škrate so glasni, Vilini so uglajeni. Tako da so kar kmalu Škrate šli naprej, ker Vilinom niso zaupali. Edini, ki je vstal pri Vilinih, je bil Gandalf, tam v mestu Rivendell, da se je srečal z ostalimi čarovniki na takem posebnem zborovanju. No, in ko so to naredili, so šli Škrate naprej in izzivov ni manjkalo tudi v naslednjih dneh. Kako daleč je še? Smo že kje blizu? Ne, gospodič Bilbo, daleč je še, daleč. Niti na polovici poti še nismo. Pa saj je gor že čisto blizu. Tole, kar je pred nami, gospodič Pisagin, še ni samotna gora. Pred nami je megleno gorovje. Samotne gore še kar nekaj časa ne bomo ozrli. Pojdimo, mrak nas že priganja. Ne vem, zelo visoko je. Mislim, da se ta luknja nadaljuje v nekakšen rov. Da lahko tu najdemo prenočišče za danes. Prav. Sledite mi, gremo za njim. Sem se že bal, da smo izgubili našega zmikavca. Izgubljen je že odkar je zapustil domači dom in njegovo svojo toplo posteljo. Dovolj varno se zdi. Preiščite prostor. Te gore so redko neposeljene. In v teh časih kar mrgoli goblina okrog. Ničesar ni. Hitro zakurimo, mene zebe že komu. Ne, nobenega ognja. Nočemo zbujati nobene pozornosti.
Ta misija je naša in samo naša. Nihče nas ne sme opaziti. Na gorah bi morali počakati Gandalfa, tak je bil načrt. Načrt se je spremenil. Fili, ti prvi prevzameš stražo. Ostali gremo spat. Joj, kakšen strahopetec sem. Ampak če bi ujeli še mene, jim ne bi nič bolj koristil. Moram jim nekako pomagati. Kaj pa je to? Prstan? Draži nas pa nas. To pa je sočen zalogaj. Nazaj! Ne približuj se mi! Vilinsko rezilo ima, pa ni vilin. Kaj potem je pa nas? Ime mi je Bilbo Bisagin. Bisaginec? Kaj pa je bisaginec pa nas? Hobit iz Šajerske sem. Hobit? Hobita pa še nisva poskusila. Je mehak, je sočen. Ne približuj se mi! Z mečem te bom, če bo treba. Samo pot ven mi pokaži, pa bom šel. Zakaj? Se je hobit izgubil? Ja, in rad bi se čim prej spet našel. Midva pozna varno pot za hobite. Tiho, Pa saj nisem nič rekel. nisva govoril s tabo. Vem, kakšno igro se greš, ampak... Igro? Midva ima rada igre. Ni res pa nas. Ne korenin, ni videl nikdo. Višja je kot najvišje drevo. Ves čas se uspenja v nebo. Pa vendar, nikoli zrasla ne bo. Kaj je to? Gora! Ja, še enkrat, vprašaj naju. Ne, nobenih ugank več. Pokončaj ga, takoj ga pokončaj. Golem! Ne, rad bi se igral. Vidim, da ti gre tole zelo dobro. Kaj, ko bi si zastavljala uganke, prav? Ja, rada imava uganke. Ni res pa nas. In če zmagam, mi boš pokazal pot ven, prav? Ja. In če hobit izgubi pa nas, ga bova pojedla. Če bisaginec izgubi, ga midva celega poje. Velja. V redu, najprej midva. Brez glasu zatuli, brez kril završi, brez ust zamrmra, brez zob zagrize. Samo hipec. Odgovori nama! Midva ve, tiho! Veter je seveda. A zelo pretkana, hobit. Zelo pretkana. Škatlica okrogla, brez oken in vrat, varno v sebi pa skriva zaklad, rumeno zlat. Zoperna uganka. Se vdaš? Ne, samo malo ponos, samo še malo. Jajca! Zdaj pa je nazate. Kaj je to, kar pogodne prav vse? Zveri in ptice, drevje cvetlice. Železo požre in jekla izje. Najtrše skale v droben prah zmelje. Kralje mori in ruši gradove. Goram pa niža visoke vrhove. Odgovori nama! Čakaj malo, jaz sem te malo prej tudi lep čas čakal. Ptice, zveri, drevje,
Te pa res ne poznam. Hobit ne zna. Čas se je iztekel. Čas. Odgovor je čas. Konec koncev sploh ni bilo tako težko. Zadnje vprašanje. Zadnja priložnost, Hobit. Velja. Vprašaj naju. Kaj pa imamo v žepu? Kaj? Kaj? To ne velja. To ni pošteno. Vprašaj naju kaj drugega. Ne. Rekel sem si mi, da naj te vprašam. In to je moje vprašanje. Kaj imam v žepu? Tri poskuse pa nas. Mora dati 3. Naj bo. 3 poskusi. Začni. Roke. Ne, napačen odgovor. Poskusi znova. Goblinove zobe, netopirjeva krila, ribe kosti, nož. Napačen odgovor. Zadnji poskus. Vrvico ali pa nič. 2 odgovora hkrati in oba napačna. Ne. Pridi, obljubi si mi pot ven. Sva res tako rekel? Sva res tako obljubil po nas? Kaj ima Hobit v žepu? Izgubil? Ne! Kje je? Moj ponos se je izgubil! Golem! Kje je? Kaj ima Hobit v svojih majhnih žepih? Ukradel ga je! Ukradel je moj ponos! Golem! Kje je? Kje je beseginec? Tat! Ukradel ga je! Moj ponos se je izgubil! Golem! Kje je? Kam je šel? Tat! Bisagin! No, tako, dragi otroci, se zaključi današnja zgodba. Bilbo je za las ušel, danes sem imel več sreče, kot pameti, se vam ne zdi? In včasih se prav tako kaže božja previdnost, da čeprav mi ne vemo točno, kaj narediti, se stvari nekako izidejo. Prav na vsakem koraku, prav vsaka odločitev, ki je Bilbo danes sprejel, ni bila čisto v naključju. Božja roka je usmerila tudi to, da je padel v Golumovo jamo. In tako je tudi na naših poteh. No, bomo videli, kam ga to pelje še naslednje dni. Zato se pa vidimo jutri, prav? Adijo!